Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v prvem tretjem polčasu v novem letu 2022. V tem tednu je bilo najbolj pestro v nogometnem klubu Celje, kjer so predstavili novega trenerja, povratnika Simona Rožmana. Prav njega in predsednika celjskega kluba Miloša Rovšnika boste lahko slišali tudi v našem prvem delu osrednje rubrike V središču. Ostanite v naši družbi. Košarkarice Cinkarne Celje so Superligo Vaba odprle z domačo zmago proti kranjskemu Triglavu. V svoji dvorani so bile v slovenskem obračunu tega mednarodnega tekmovanja boljše z 69 proti 45. Celjanke so na prvenstveni lestvici Superlige trenutno na drugem mestu. V dvorani gimnazije Celje Center je bilo vse odločeno že po prvi četrtini, ki so jo gostiteljice dobile s kar 24 proti 6. V nadaljevanju sta ekipi prikazali precej raztrgano igro, v kateri so prednjačile gostujoče košarkarice, ki so izgubile kar 30 žog in iz igre metale le 26% natančnostjo. Celjanke so bile boljše v vseh košarkarskih elementih z izjemo skoka, ki so ga izgubile s kar 35 proti 57. Ob odsotnosti prve organizatorke igre Blaže Čeh je svojo priložnost odlično izkoristila 16-letna Lea Bartelme, ki je dosegla 16 točk. Treniramo. Vsaka tekma, dobila sem priložnost, da sem začela v prvi petorki, to sem izkoristila. Seveda smo se tudi spočili, imeli smo tudi proste dni, tako da smo se spočili, seveda pa smo tudi utrenirali, pripravili smo se, zdaj bomo se pripravili na drugi del sezone, ta pomembni del, tako da mislim, da bomo iz tekme v tekmo rastli, da bomo prišli ob koncu sezone na naš vrhunec. Prvo bi rad čestital igralkam na zmagi, drugo bi rad zaželel vsem srečno novo leto, predvsem zdravo, vsem gledalcem, tudi vaše televizije. Definitivno pa, kar se tekme tiče, lahko rečem to, da je že prva četrtina je bila visoka razlika, potem nekako nismo našli pravega ritma do konca tekme, tako mi kot ekipa Triglava, da tekma mogoče ni bila ravno najlepša za oko, pa vendarle na koncu je tisto, kar šteje, je zmaga. Zaradi okužb z virusom COVID-19 v ekipi Ježice Celjanke v petek ne bodo odigrale tekme državnega prvenstva. Prihodnji torek pa bodo v Celju v derbiju mednarodne Vaba lige gostile vodilno Budućnost B-Max. Prav vsi skupaj se veselimo že te tekme. Lansko leto pač zaradi COVID ukrepov nismo imeli možnosti igrati v Celju z ekipo Budućnosti. Sedaj le v Celje prihaja ekipa Budućnosti, El Clasico, kot radi rečemo, prvi favorit za zmago v letošnji sezoni v Vaba ligi. Mi bomo naredili vse, da se dobro pripravimo, potem bomo pa videli, kaj bo to pomenilo na koncu. Mislim, da bremena ni. Vsako tekmo odigramo na 100%, seveda se bomo še posebej pripravljali. Če bomo v tekmo vstopili z našimi dogovori, se jih držali, ostali skoncentrirani, mislim, da lahko katerokoli tekmo proti katerikoli ekipi igramo in tudi zmagamo. Slovenske prvakinje so na tekmi proti Triglavu nastopile brez bolnih Blaže Čeh in Leje Debeljak. Ja, v tem trenutku še ne vemo, kakšna je situacija z Debeljakovo in pa Čehovo. Upam, da se vrnejo čim prej. Upam, da bodo do El Clasica v redu. Takole, po glasih smo nazaj v prvem delu nocojšnjega središča. Namenili ga bomo nogometašem nogometnega kluba Celje, ki so ta teden dobili novega trenerja. Simon Rožman se je vrnil v Celje in s Celjani začel priprave na spomladanski del sezone. O odločitvi o novem trenerju ter seveda o aktualnem trenutku v celjskem klubu pa s predsednikom kluba Milošem Rovšnikom. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, želim vsem pa srečno novo leto.
Tudi vam seveda dobre želje ob začetku novega leta. Nekako v ponedeljek se je zgodilo tisto, kar se je že dolgo takole po športnih kuloarjih govorilo, pričakovalo. Uradno ste imenovali Simona Rožmana za novega trenerja. Je bil edini kandidat, so bile še kakšne druge opcije, skratka, zakaj v vodstvu kluba takšna odločitev? Gledajte, če pogledamo malo nazaj zgodovino, vemo, da Simon je bil trener, ki je v Celju naredil lepo zgodbo tam v sezoni 2015-2016 in je potem iz kluba nažalost odšel zaradi različnih vzrokov. Potem je naredil lepo kariero, trenersko v Domžalah, v Reki in tako naprej. Po drugi strani pa smo mi potem pač prišli v eno obdobje takšnih turbulentnih časov, iskali različne variante trenerjev. Vsi vemo, da pri tem nismo imeli, tako bi rekel, najbolj srečne roke in vedno je bila ta zgodba nekako kot nedokončana zgodba, da bi Simon nadaljeval svoje delo v Celju in v prejšnjih časih se nekako to ni dalo realizirati, ker je bil tudi on zaseden in še drugi vzroki so na to vplivali. Sedaj so se nekako stvari tako uskladile, da je to bilo možno izvedeti in glede na to, da poznamo njegovo prejšnje delo, da je tudi domačin, kar je zelo pomembno, da pozna klub in seveda odločitev potem pravzaprav ni bila težka. Nekako so mnogi že takrat, ko ste Simona Sešljarja imenovali do novega leta, govorili o tem, da pravzaprav pod narekovaji s to potezo ste nakazali, da čakate nekako Simona Rožmana, da bo priložnost po novem letu, ko se mu izteče ta klauzula, da prevzame klub. Ste dejansko že takrat imeli ta načrt? Ja, gledajte, jaz sem že to včasih tu povedal, da je ena izmed usmeritev kluba, da v klub privabimo bivše igralce, uspešne igralce, trenerje, da imamo v klubu močno zasedbo. Mi smo to v prejšnjih letih naredili, med drugim je seveda prišel v klub tudi Simon Šešljar in tu moram povedati, da je Simon opravil Šešljar zelo pomembno delo. Nekako je zaustavil tisto negativno serijo rezultatov, delal je zelo korektno in kakovostno. Seveda se v tem športu včasih to ne izide, ni imel, tudi malo mu je zmanjkalo sreče in takrat je bila tudi opcija, da vedno nekako, da nekdo od teh domačih trenerjev prevzame klub. Potem, ko se je nekako ta sezona zaključila, smo vsi skupaj ocenili, da bi mogoče glede na to, da je bila možnost za razgovore s Simonom po novem letu, ker prej je bil nekako še vezan na prejšnji klub, da bi to možnost izkoristili, pa da bi hkrati v klubu zadržali tudi Simona in druge in da bi s tem res napravili tisto, kar je naš cilj, čim bolj kakovostno delo z mladimi in da bi zagotovili čim bolj kakovosten prehod med mlajšimi selekcijami, mladinsko ekipo in člansko ekipo. In po moje je zdaj neka idealna situacija, ko so na kupu ti naši fantje, ki se med seboj poznajo, da to lahko naredijo na najboljši možni način. Zato sem tudi zelo vesel, da bo tudi Simon Šešljar ostal v klubu in bo to delo nadaljeval. Je že konkretno znano, kaj bo delal v prihodnosti? To so zdaj te podrobne zadeve, ki se nekako vrtijo pa dogovarjajo v okviru strokovnega štaba. Vsekakor pa bo imel pomembno vlogo pri vzgoji mladih in pri tem prehodu v člansko ekipo. Simon Rožman se v Celje vrača po 6 letih in pol. Nekako je bil v kombinacijah tudi že pred približno letom dni, ko je potem celjsko klop zasedel Jerži Jarošik. No in na novinarski predstavitveni konferenci je novi trener Celjanov komentiral tudi razloge, zakaj se takrat ni odločil za prevzem trenerskega mesta v Celju, zdaj pa je sprejel drugačno odločitev. Poglejmo, kaj se je dogajalo torej na predstavitveni novinarski konferenci. Enostavno sem se takrat odločil drugače, danes pa skozi prizmo, glede na to, da sem v slovenskem prostoru nekako od aprila, sem se prepričal, da gre klub v smeri, katero bi si tudi jaz sam želel kot trener
in tako kot sem rekel, odločitev na koncu je bila lahka. Smo se usedli po prvenstvu, klub je nekako razkril svoje stvari, jaz sem dal enako, bom rekel, svoje pogoje in glede na to, da gre za isto vizijo, je potem vse ostalo, bom rekel, tukaj lažje speljati. Rožman je s celjskim klubom podpisal pogodbo za sezono in pol. Za povratek domov se je odločil zaradi urejenosti in ambicioznosti kluba, ki ga želi skupaj s sodelavci v prihodnjih letih postaviti na evropski zemljevid. Jaz moram reči, da se je v teh zadnjih letih ogromno stvari spremenilo. Mislim, da to ni več isti klub kot takrat po mojem odhodu, teh 6-7 let je po eni strani kratkih, po drugi strani tudi dosti dolgih v smislu nekih novih izkušenj. Klub ima eno zelo jasno vizijo, en projekt, kjer nekako poskuša oziroma želi v naslednjih obdobjih pripeljati Celje v sam vrh slovenskega nogometa, hkrati pa biti ne samo udeleženec evropskih kvalifikacij, ampak tudi s pogledom mogoče malce preko. Definitivno se vklapam, se nekako moja vizija vklapa z klubskim vodstvom in tu smo potem zelo hitro našli skupni jezik, tako da jaz se veselim prvega treninga in jaz verjamem, da lahko v tem prvem obdobju naredimo eno dobro selekcijo. Sigurno bo prišli še do določenih ukrepitev, po drugi strani pa že v tem prvem polletu, bom rekel, pričakujem tudi izboljšan, bom rekel, rezultatski izkupiček. Že po imenovanju prejšnjega trenerja Simona Sešljarja zgolj do novega leta je bilo jasno, da je Rožman za vodstvo celjskega kluba prvi in edini kandidat za trenersko mesto. To je najboljši trener v Sloveniji. Je jasno, da mi gradimo najboljšo ekipo in sigurno Simon, domačin, čakali, da kot poteče pogodba njegova in hvala, da sprejel našo pogodbu in dobrodošel domov. Simon Rožman pravi, da ga je k sodelovanju pritegnilo tudi dejstvo, da so vloge in kompetence v klubu zelo jasno razdeljene. Zelo jasne kompetence, odgovornosti, mislim, da je to zelo pomembno. Od moje dosedanje izkušnje temu kažejo, da se točno ve, kaj kdo dela. In tudi to je bil eden izmed, bom rekel, naših skupnih debat, nekako želje kluba, da normalno vse stvari tudi kadrovske delamo v sožitju in, kot sem rekel, zelo jasna pravila. Kakršenkoli ta naziv ni pomembno, pomembno je, kaj bomo mi tu delali, na kak način se bomo obnašali in jaz verjamem, da ljudje, bom rekel, naše vodstvo in tudi, bom rekel, gospodje, ki prihajajo, bom rekel, iz Rusije, mogoče se malce premalo jih pozna, kaj oni pomenijo v ruskem prostoru, nekako že od prej, iz prejšnjih klubov, pa tudi iz tujine, sem spoznal, bom rekel, te ljudi in to njihovo mrežo, ki je absolutno, mislim, da ena zelo pozitivna stvar za slovenske razmere in takih ljudi si definitivno bi mogli samo želeti v slovenskem nogometu. Rožman je prepričan, da sta se klub in on kot trener v 6 letih in pol, odkar ga ni bilo v Celju, bistveno spremenila. Definitivno se ni spremenil moj pristop do dela, se pravi, še vedno sem pristaš tega, da samo delo in delo na koncu prinese rezultate. Sigurno se ni spremenila filozofija do te mere, da želimo igrati za gledalce, v smislu tega, da so tekme atraktivne, na koncu se igra nogomet za gledalce in bi res radi jih nekako privabili še v večjem številu na naš stadion. Sigurno so pa bo neko druge stvari, ki ti jih da tujina, trda koža, ogromno enih izkušenj, tudi na evropski ravni in tako kot sem rekel, projekt mislim, da mi je osebno pisan na kožo in zato tudi moja odločitev je bila po eni strani, bom rekel, zelo lahka, ker enostavno sam projekt, predvsem pa tudi ljudje, ki klub tvorijo, so mi pokazali eno veliko spoštovanje in mi dali eno veliko zaupanje. Rožman se na predstavitveni novinarski konferenci ni strinjal z oceno, da je po Rijeki in Mariboru prihod v Celje korak nazaj na njegovi trenerski poti. Ne, jaz absolutno ne gledam, da je to korak nazaj, mogoče v smislu konteksta veličine kluba, ampak trenersko delo je, bi rekel, v vsakem klubu enako. Bolj še enkrat mi gre za to, da so vzpostavljeni res korektni odnosi, jasne kompetence, jasne odgovornosti, predvsem pa vidim tu eno veliko perspektivo, predvsem v načinu razmišljanja tudi za
pojutrišnjem, za čez 6 mesecev, za čez 1 leto in za čez 3 leta. To se mi zdi zelo pomembna stvar, da vemo, zakaj smo tu, da nismo prišli gasiti, pa nismo prišli delati za 14 dni po enem konceptu, čez 14 dni pa po drugem, ampak enostavno so stvari jasne. Simon Rožman na predstavitveni novinarski konferenci ni želel komentirati razlogov za slabe rezultate Celjanov v jesenskem delu sezone. Mislim, da je najlažje soditi. Nisem, bom rekel, prišel sem v tej miri. Tudi, bom rekel, tekme, ki so se sledile, bi se lahko obrnili tudi v drugo smer. Sigurno je v nekem obdobju manjkalo, bom rekel, mogoče malce izkušenj. Sigurno tudi smola s poškodbami določenih mogoče ključnih igralcev v danem momentu niso šle klubu na roko. Tudi spreminjanje trenerja med sezono je, bom rekel, kar eno težko obdobje za igralce. In mislim, da predvsem ta mirnost, konstantnost lahko, bom rekel, klub pelje na dolgi rok. Je pa dejstvo, da, tako kot sem rekel, ekipa sigurno se na določenih mestih mora ukrepiti, da bi bila, bom rekel, bolj konkurenčna za najvišja mesta. Rožman je s Celjani prvi trening opravil v torek. Znan je tudi že strokovni štab, ki mu bo pomagal pri delu. Tako kot že v preteklosti, bom rekel, moji najožji sodelavci, se pravi Aleš Kačičnik kot prvi pomočnik, enako Darko Bojevič, ki prihaja iz nogometne šole kot trener, ki se je dokazal v mlajših kategorijah. Ostali stav v bistvu ostaja enak, kar pomeni trener vratarja Aleksandr Šeliga, za kondicijsko Alen Jankovič. Kar se tiče samega analitičnega dela, bo prišlo do manjših sprememb, ampak o tem, bom rekel, pa v kratkem stvari nekako rešujemo, tako da, bom rekel, ta križanka, kar se tiče strokovnega kadra članske ekipe, je narejena in sem zelo vesel, da so vsi fantje, bom rekel, pristopili k projektu z enako ambicijo, z enako željo, kot jaz sam. To pa je, da, kot smo rekli, da poskušamo mladim fantom pomagati v njihovem razvoju in sem prepričan, da lahko z igro, ki potem se lahko, ne da se lahko, ampak je posledica tega potem tudi dober rezultat, kar je tudi, bom rekel, en pomemben faktor. V slovenskem prostoru se najpogosteje zgodi, da športni del prehiti organizacijske in finančne zmogljivosti kluba. V aktualnem celjskem trenutku se zdi, da je zgodba ravno obratna. V Sloveniji se največkrat zgodi, da športni del prehiti organizacijsko strukturo kluba in potem, bom rekel, nastanejo velike težave. Mislim pa, da je tu v Celju v tem momentu gre za neko normalno pot, kjer se klub dejansko po organizacijski plati in po bom rekel, vseh zadevah zelo lepo razvija, nekako je pa to predpogoj, da potem lahko ekipa temu sledi. Tako da jaz mislim, da je to neka naravna pot in še enkrat, jaz se, bom rekel, veselim jutrišnjega treninga, veselim se, bom rekel, snidenja z igralci, ker če kaj v danem momentu nam ne sme manjkati na igrišču, je pa to energija. Želim dinamiko, želim agresijo, sigurno nam v nekem momentu lahko zmanjka nekaj izkušenj, govorim splošno, glede na to, da smo na novo sestavljen tim. Verjamem pa, da bomo, tako kot sem rekel, gledljivi in na koncu tudi rezultatsko uspešni. Če se malo sam vrnem še, bom rekel, na predhoden razgovor, smo se nekako malce posmejali, da bi želeli, da ta zgodba traja 10 let. In v katerih segmentih delovanja kluba Rožman še vidi možnosti za napredek? Sigurno bomo, verjamem, da tudi z mano in še mogoče s kakšno idejo, bom rekel, še naprej rasli, kar je osnovni cilj. Tako kot sem rekel, če želimo pač gledati proti Evropi, mislim, da se še marsikaj da narediti. Je pa res, da, tako kot sem rekel, sama organizacijska struktura, manpower, da tako rečem, je pa na res, bom rekel, zavidljiven, na rečem vrhunskem nivoju, kar je definitivno predpogoj za razvoj kluba. Ja, takole, kar nekaj zanimivih izjav smo slišali novega trenerja Simona Rožmana, pa seveda tudi generalnega direktorja Valerija Kolotila, med drugim tudi to, da je želja, da bi nekako 10 let najmanj trajalo to sodelovanje. Zdaj ste v zelo kratkem obdobju imeli pred Rožmanom kar 3 trenerje, to seveda nikoli v športu si noben klub ne želi in zdaj je verjetno resnično želja, da bi tokrat šlo pa za dolgoročno sodelovanje. Ja, ne nazadnje, kar je bilo že velikokrat rečeno, v športu čez noč težko kaj narediš. In dejansko je seveda smiselno samo dolgoročno sistemsko delo
In dejstvo je, da, in to se jaz popolnoma strinjam, da smo mi na pravi poti, da imamo v Celju množico perspektivnih, nadarjenih igralcev, ki pa poleg tega, bi rekel, splošnega znanja, če se zdaj malo v stroko spustim, poleg te skupne taktike in tako naprej, še potrebuje veliko individualnega dela na individualni taktiki in tehniki in ravno Simon pa je dokazal, da je na tem področju naredil korak, ne nazadnje iz tistega obdobja, ko je bil v Celju, je išlo nekaj zelo kakovostnih igralcev, ki so potem naredili karijere tudi v tujini, v močnih ligah, bili tudi reprezentanti in mi na eni strani smo sedaj seveda iskali pot in ugotovili, da trenerji, ki so bili v Celju, ne moremo reči, da niso delali kakovostno, je pa mogoče manjkal ta, bi rekel, individualni pristop, da se te nedvomno perspektivne igralce dvigne na višji nivo in kot sem prej rekel, cilj je tudi, da seveda, da se ta kriterij tudi pri delu z mladim zviša, da je kriterij kakovostnega igralca primerljiv z kriterijem, kaj pomeni kakovostni igralec v nekem evropskem prostoru, ne pa samo, da je recimo pač nek posameznik najboljši v Sloveniji, ampak kaj to pomeni iz vidika nekega resnega nastopanja ne samo v slovenski ligi, ampak tudi v evropskih tekmovanjih. Fokus je torej jasen na mlade perspektivne igralce, sočasno pa ste tudi na tej novinarski konferenci poudarili, da pa seveda cilji ostajajo visoki, torej uvrstitev Evropo, biti v vsaki sezoni konkurenčen za sam vrh, torej tudi za pokalno in lovoriko v državnem prvenstvu. Še vedno nekako verjamete, da se da s temi mladimi fanti doseči tudi vrhunski rezultat, kar vam nazadnje tudi v mnogih slovenskih klubih nekako oporekajo. V zadnjem času smo lahko slišali, da celo kritike, da podcenjujete slovensko sceno, da želite zdaj z nekaj mladimi fanti pa takoj priti na vrh in da je to pravzaprav zelo težko ali pa nemogoče. Pa pogledajte, če gledate malo evropski nogomet, pa tele tekme iz vrhunskih lig, boste videli, da odločilne gole devajo mladi igralci, se pravi, ni nobenega razloga, da nekdo pri 20 letih ne bi bil na nivoju, ne vem, tukaj ni, da šele pri 25-26 si dober, to je čisto narobe stališče, tudi jaz imam iz osebnih izkušenj, sem se tudi ukvarjal s trenerstvom v Celju v času rokometa, dejansko smo z svojimi igralci in z kakovostnim delom naredili cel niz igralcev, ki so lahko brez problema igrali v katerem koli slovenskem klubu, tako da seveda je osnovni pojem, da igralci se ne delijo na stare in mlade, ampak na dobre in slabe, ampak dejstvo je, da dolgoročno je to prava pot in tu je treba povedati tudi to, da je treba vzgojiti igralce, ki bodo dolgoročno imeli možnost nastopanja tudi v Evropi. In vemo, da na drugi strani pač tele slovenski klubi, ki so prišli do neke točke, pa tudi mi, ste videli v preteklih letih, nekje v Evropi potem niso uspeli. Vsa čast Muri, ki je z izjemnim delom trenerja Šimunže to dosegla, to moramo poudariti, da je njegovo delo tukaj izjemno. In seveda cilji v športu, meni je normalno, da je cilj, da se vedno boriš za zmago. To je povsem športno in športniki si morajo prizadevati, da so vedno boljši, da se primerjajo z najboljšimi in da jih skušajo doseči. In nemogoče je, da bi zdaj mi šli v neko tekmovanje z vsem tem klubom, kot je zdaj na tem nivoju, z neko pesimistično varianto bomo videli, kaj bo. To ni prava pot. Prava pot je, da se boriš vedno za zmago, da se boriš za najvišja mesta. Če pa rezultati niso uspešni oziroma niso taki, kot si bi jih želeli, potem pa je predvsem problem v tem, če preveč časa zgubljaš na tem, češ smo razočarani, ni nam šlo, bomo naslednjič boljše. Ne, prava pot je, da se analizirajo vzroki za slabe igre in se odpravijo ti vzroki. In ta del je najtežji v športu in se ga ponavadi na slab način lotevajo in ravno tukaj vidim Simonovo pomembno vlogo, da bo predvsem poiskal tiste, bi rekel, stvari, ki so slabe in jih izboljšal. To je bistven del športa, da iščeš, da analiziraš igro in predvsem ugotoviš vzroke in jih znaš odpraviti.
Simon je na tej novinarski konferenci, pa seveda tudi direktor Kolotilo, ne nazadnje tudi vi, vsi skupaj ste napovedali osvežitve, okrepitve v igralskem kadru. Prve so se že zgodile. Damjan Vuklišević je novi član, to je malce, seveda ne star, ampak vendarle malce starejši nogometaš, tudi zelo izkušen že v prvi slovenski ligi. Mogoče beseda dve o njegovem prihodu. Ja, pač seveda tu je naloga naše stroke, da tam, kjer imamo kakšne manjke, išče ustrezne osvežitve. Igralec, ki je prišel, je po besedah stroke kakovosten. Jaz verjamem temu, da je temu tako. Kot se rekel, mladih, starih niso dobri, slabi. Zdaj recimo Ronaldo je še vedno deluje kot mladosten človek, se pravi, da ni tu nekih ovir. Predvsem je pomembno, da imaš igralce, ki si želijo uspeti v nogometu kot posamezniki in da jim je to neki izziv v karieri. No, drugi prihod pa je dvignil veliko prahu v nogometnih vodah v zadnjih dneh. Taj Mateja Panič, 18-letnik, ki je prvi strelec mladinske lige, se v Celje seli iz Kopra, in Ante Guberac, alfa in omega koprskega kluba, je bil precej kritičen. Dejal je med drugim, da je to sramota za Celje, da so vas agenti speljali na tanek led. Skratka, malce nam pojasnite ta prestop in kako komentirate nazadnje na te obtožbe, ki so prišle iz koprskega kluba v zadnjih dneh. Pa gledajte, se jaz gospoda Guberca po svoje razumem, da je slabe volje, ker sem tudi jaz bil, ali pa sem še v isti situaciji. To se pač dogaja. Mi spoštujemo pravila, ki veljajo v športu, in mislim, da so ta pravila dost pravilna, demokratična, da enemu mlademu igralcu, ki želi nekam drugam, to ne moč preprečiti, seveda, če ni pogodbeno vezan. In v tem primeru pač igralec, ki nekje nima pogodbe, je nekako, bi rekel, svoboden človek in njegova družina in se lahko odločijo, da grejo nekam drugam. In tem se je tu zgodilo, se ni zgodilo prvič niti zadnjič. Ne nazadnje iz Celja na tak način odšlo veliko fantov v Olimpijo in tako naprej. Tu se omenja predvsem prestop Kljuna v Sežano. Kje so tu vendarle razlike v tistem primeru, ko ste tudi v vašem klubu bili verjetno jezni, tudi kritični do vsega skupaj, in pa zdaj v tem primeru Panič? To so popolnoma dve različne zgodbe, ker Kljun je z nami podpisal pogodbo, se pravi, bil pogodbeno vezan igralec in on je pač v nekem trenutku, kot bi rekel, prekinil kariero, se pravi, da ne bo več se ukvarjal z nogometom, potem je sklenil novo, se pravi, je na nek način zaobšel klasično zadevo, kadar si pogodbeno vezan v nekem klubu in želiš v nek drug klub, potem ta klub ponavadi temu klubu plača neko odškodnino oziroma kako se pač kluba dogovori, ampak se pravi, imaš igralca pod pogodbo. V teh primerih, ko pa igralci niso pod pogodbo, potem imajo možnost, da odidejo drugam, če si to želijo. Seveda pa tudi tukaj obstaja neka pravila, določene odškodnine za te vadnine oziroma za nadomestilo, tako nadomestilo za vzgoj igralca, in to obstaja. In kot sem rekel, tudi iz Celja so šli igralci, recimo v Olimpijo, pa še kam drugam, pa v tujino, pa so potem uspeli, pa je marsikdo rekel, zakaj jih niste vi že prej pač dali pod neke pogodbene obveznosti, ampak to je pač tako, včasih si prepozen, včasih se moče nepravilno odloči, včasih se pravilno, ampak če gledamo v celoti, je to vse v skladu s pravili, ki obstajajo, in jaz mislim, da je to prav, in to se bo pač dogajalo tudi nam, verjetno. Tako da se pravi, vi boste za tega fanta morali plačati to nadomestilo in pričakujete, da tu ne bo težav z registracijo? Ne, tu ne bi smel biti težav, ker dejstvo je, da smo mi spoštovali in spoštujemo vsa pravila, ki veljajo v slovenskem nogometu, in ne bi smel biti nobenih težav. Zdaj, kar se tiče Kljuna, to je pa stvar na arbitraži, ki je pa ta čist poseben primer, ki ni, bi rekel, tako običajen in ga ne bi smel mešati, in bi bilo res narobe, če bi to bil primer dobre prakse za naprej, ker potem bi igralci v nekem trenutku prenehali igrati nogomet za pol leta in potem odšli drugam. Ampak gledajte, pomembno je, mi smo majhen prostor v Sloveniji, kakorkoli obrnemo, je predvsem važno, da
se čim več mladih igralcev vzgoji, da čim več mladih igralcev napreduje in da je to dobro za reprezentanco. In tu moramo pač to razumeti, da se igralci želijo nekam drugam iti in vsem moramo zaželeti srečo. Jaz tudi osebno nikoli, recimo Klun, jaz bom zelo vesel, če bo uspel kot nogometaš in mu to zelo privoščim, ker je perspektiven, fajn fant, ampak spoštovati se pa morajo pravila. Kaj lahko ljubitelji nogometa v Celju še pričakujejo v tem prestopnem roku? Na eni strani, kar se tiče okrepitev, in na drugi strani tudi, ali se lahko zgodi tudi kakšen odhod, recimo katerega od nosilcev igre, ali v tem trenutku niti niste pod narekovaji rečeno razpoloženi za prodajo, želite tiste glavne nogometaše zadržati? Ja, težko zdaj komentiram podrobnosti, ampak načeloma je cilj, da imamo v spomladanskem delu naprej najboljšo možno, najbolj optimalno ekipo, kot je možno, in tukaj je pomemben faktor, kot sem rekel, da imamo tudi igralce, ki dejansko želijo napredovati, želijo igrati, želijo biti najboljši. To je zelo pomemben faktor, da je ta želja prisotna, in na drugi strani seveda imamo tudi, smo soočeni z nekimi poškodbami, tudi to moramo upoštevati, tako da v tem prestopnem, bi rekel, roku se bo seveda še neke stvari zgodili, ne bodo to verjetno revolucionarne zadeve, ampak tako je, bi rekel, da se v zimskem prestopnem roku načeloma, če delamo pravilno, že formira ekipa za naslednjo sezono, ker vemo, da po letnem delu sezone tam v juniju sorazmerno malo časa za kakšne spremembe in tudi ni primeren čas, glede na to, da so potem tudi kmalu že tekme recimo v Evropi in je treba imeti konstituirano ekipo v tistem času. Področje infrastrukture, generalni direktor Kolotilo, ko je bil gost v našem studiu, je napovedal izboljšave tudi na tem področju. Govori se o prenovi, obnovi, kakorkoli že hočete, vašega osrednjega štadiona z dežele. Govori se o sodelovanjih, mogoče tudi z bližnjimi klubi, kot so Štore, da bi tam imeli B ekipo, obnovili igrišče. Skratka, lahko kaj več, kaj bolj konkretnega poveste na to temo. Ja, gledajte, to je zelo vredno in pomembno, da naši, bi rekel, partnerji imajo tukaj širše cilje. Se pravi, ne gre to za kratkoročno zgodbo, ampak dolgoročno, in del te zgodbe je tudi infrastruktura. Mi si želimo v Celju, imamo lep, pravzaprav velik objekt na lepi lokaciji, in po drugi strani ta štadion nima vseh kriterijev za izvedbo tekem v evropskih tekmovanjih, razen prvih dveh predkol oziroma treh, in mi želimo, da... Kaj bi recimo morali tu postoriti? Ja, tu so neke zahteve, ki so v nogometu zelo, bi rekel, striktne in resne, od organizacije vstopa na štadion, se pravi kontrole vstopnic. Tukaj UEFA je zelo striktna, zagotovljeni morajo biti vsi pogoji za medije in tako naprej. Trenutno tem pogojem ustrezata v Sloveniji le štadiona v Ljubljani in Mariboru, in mi želimo, da bi tem pogojem ustrezal tudi štadion v Celju, ker bi to potem pomenilo, da bi se lahko vse evropske tekme lahko igrale v Celju, ne nazadnje bi potem lahko imeli tudi reprezentančne tekme ali druga večja nogometna tekmovanja. Tako da to je potem zgodba, ki je koristna ne samo za klub kot tak, ampak za celo Celje, celjsko regijo, in v tem kontekstu seveda nas zanima tudi sodelovanje z drugimi klubi. Vemo, da Štore, to je izvor mnogih kakovostnih igralcev, ne nazadnje tam prihaja tudi zdajšnji trener, pa še veliko drugih igralcev in trenerjev prihaja od tam. V Štoreh imajo 90 let zgodovine nogometa in trenutno imajo samo mladinski pogon. Je pa seveda zelo pomembna ta opcija, da bi imeli eno ekipo, ki bi zapolnila ta vmesni prostor med mladinci in člani, neko kaljenje. In ja, ni nobena skrivnost, da smo z nekimi pogovori začeli, da smo doleteli na odprta vrata. Ne nazadnje je Štore na nek način, ga razumemo tako, da je del Celja, je druga občina in
je to ena zgodba, ki bi lahko bila tudi v prihodnje uspešna in tudi uporabna. Še ena tema, o kateri se tudi precej govori takole v športnih krogih, povezovanje z drugimi klubi, tu predvsem mislim na rokomet, tudi tu je direktor Kolotilo, ko je bil pri nas v studiu, omenjal pogovore z rokometnim klubom. Ste lahko tudi tu kaj bolj konkretni, kako si predstavljate to morebitno sodelovanje med klubom ali pa več klubi v Celju? No, saj mi oba vemo, da že pred dobrimi 3, zdaj že 4 leta smo tudi na moje povabilo se usedli za mizo, takrat košarkaškega kluba, pa bili so tudi rokometni klub in rokometni ženski klub, da smo se malo podiskutirali, kako bi nastopali enotno, ker dejstvo je prvič, da se vsi nekako klubi imajo ime Celje, se pravi, da je to nek brand in iz vidika, bi rekel, racionalnosti, po drugi strani lažjega prodora na trg in tudi zmanjšanja stroškov bi lahko mnogo stvari počeli skupaj. Ne nazadnje tudi, to je res, kar je že gospod Valerij rekel, ne, Celje je relativno majhno mesto, ne, in ima veliko športnih navdušencev, ki nekako so mogoče preveč razdrobljeni med posamezne tekme, najmanj je to usklajevanje urnikov tekem, drugič je pa tudi zagotoviti neko primerno ceno, ker bi si lahko ti športni navdušenci ali pa prijatelji športa ogledali več tekem, recimo za isto ceno. Ta skupna vstopnica, ki smo jo letos ponudili za oglede košarkaških tekem, ženske košarkarske lige in pa ženske rokometne lige in nogometa, je en prvi korak v tej smeri. Sedaj, ko pa nekako smo uspeli klub tudi kot organizacijskem smislu bolje organizirati in bolj stabilizirati, pa je seveda tudi čas in možnost, da s temi pogovori nadaljujemo in sem vesel, da je tudi generalni direktor popolnoma enakega mnenja in da tudi v praksi že se pogovarja, se pravi o dnevnih stikih z ostalimi, bi rekel, predsedniki, kako bi rekel, direktorji in moram reči, da je to prava smer in da bi v bodoče lahko govorili kot o nekem, to je tako bolj ideja, ne, o nekem športnem društvu Celje, ki bi pač imel mogoče nekaj različne športne panoge. Tako. Mogoče za konec, glede na to, da ste prvi najodgovornejši mož celjskega kluba, še pogled zdaj naprej v spomladanski del, predvsem iz tega tudi finančnega, organizacijskega vidika. Nekako se zdi zdaj v javnosti, da se je ustvarila neka fama, ne, ali pa neko vzdušje, da je zdaj celjski klub, tudi kar se tiče financ, zelo bogat ali pa tukaj v isti valovni dolžini z Olimpijo, Mariborom in temi najboljšimi klubi. Kakšna so pravzaprav ta razmerja, kako so se spremenila, kje ste tu zdaj v slovenskem merilu v primerjavi s tistimi najboljšimi? Ja, gledajte, jaz kot predsednik seveda potem za nekimi podpisi in tem pač odgovarjam oziroma sem odgovoren za te zadeve, drugače pa sem vesel, da je se v klubu vzpostavila organizacija, ki deluje, se pravi, da ta operativno delo teče. Nisem jaz toliko involviran v to, kot sem bil moče prej. Kar se tiče financ, gledajte, mi nikakor ne želimo zdaj ustvariti vtis o nekih bahatih ljudeh, ki zdaj tukaj ne vejo kam bi z denarjem. Mi moramo biti skromni in važno je, da je denar, ki je na voljo, da se čim bolj pametno naloži. Tukaj vemo, da je v nogometu ena specifika. Na eni strani so, bi rekel, s prodaje igralcem pa nastopi v Evropi možnosti nekih zaslužkov, vendar vemo, da če imaš to kot del proračuna, je to lahko zelo kratkega daha, če ti to ne uspe. Tako da cilj je, da se zagotovi neko stabilno finančno poslovanje, v tej smeri se zadeve odvijajo pozitivno in da bi potem s tem sodelovanjem z drugimi klubi nekako to zagotovili kot eno stabilno športno sredino v Celju.
In ravno ta vidik, da se realizira to delo skozi mlade, perspektivne igralce, je pomemben faktor, da nekako privabiš igralce, ki so na začetku poti, jih vzgojiš in potem dejansko lahko napreduje. Kajti vemo iz izkušenj, da danes v tem nogometu nič ne pomeni, da če kupiš igralca za milijon, da se boš uvrstil v Evropo in da pa pokriješ ta milijon, je pa potem seveda, ali imaš to uvrstitev zagotovljeno, kar je malo verjetno, ali pa imaš nekega bogatega sponzorja, ampak mi nismo kot kakšni tamle angleški klubi, kjer se neomejene vsote dajo v klub. Rad bi poudaril, da je to samo en dodatek k temu razvoju športa in da mi se vedno smo zelo hvaležni za to pomoč Celja kot mesta, kot občine in vsega gospodarstva in želimo, da se to partnerstvo tudi naprej odvija v obojestransko koristne. Tako se pravi, da sodelujemo s celjskim gospodarstvom, vsakim posameznikom in da vsi skupaj kot potem Celje in kot celjsko gospodarstvo nekako nastopamo tudi skozi šport na zven. Miloš Rošnik, hvala za obisk v našem studiu. Vse dobro v spomladanskem delu sezone. Upajmo, da dosežete tisti želeni rezultat in zaigrate poleti na evropski sceni v enem izmed evropskih pokalov. Drage gledalke, spoštovani gledalci, po glasih bomo nazaj v drugem delu središča, zato ostanite v naši družbi. OK LED prodaja svetil in vseh vrst žarnic. Nudijo svetovanje in projektiranje. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale in druge poslovne prostore. OK LED, Mariborska 86 v nekdanji poslovni stavbi Emo. OK LED, ko svetloba spregovori. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Posredujemo pri prodaji vaše nepremičnine in ponujamo možnost odkupa. Sestavimo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujemo in še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli, Bar Meduza. Ravnica 38. Hvala! Pridemo tudi na dom. Jager. Klik, klik. Trgovina Jager. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem.
Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. Takole po oglasih smo nazaj še v drugem delu središča. Tokrat ga bomo namenili futsalu, natančneje ženskemu futsalu. Slovenska nogometna reprezentanca ima namreč novega selektorja, govorim seveda o ženski futsal reprezentanci. To pa je aktualni trener tudi celjskega ženskega futsal kluba Drago Adamič, ki je naš gost, sogovornik v našem studiu. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Čestitka seveda za imenovanje na to funkcijo. Nogometna zveza vam je zaupala mandat do konca leta 2023. Mogoče za uvod, kaj vam pomeni selektorsko mesto, kako vse skupaj komentirate? Ja, najprej bi se rad zahvalil Nogometni zvezi Slovenije za priložnost in zaupanje. Seveda ta funkcija mi pomeni, mislim, to je eno veliko priznanje, sem zelo ponosen na to, je pa hkrati tudi velika odgovornost. Zamenjali ste Dejana Krambergerja na tem mestu. Tu moramo seveda že uvodoma poudariti, da Slovenija, kar se tiče ženskega futsala, še ni bila na velikem tekmovanju. Je to nekako tisti osnovni cilj in pa motiv, zaradi katerega ste tudi sprejeli to zahtevno funkcijo? Vsekakor nam mora biti cilj uvrstitev na veliko tekmovanje, želja in absolutno moramo narediti vse v tej smeri, da bomo poskusili se uvrstiti na naslednje tekmovanje. Kje smo pravzaprav trenutno Slovenci, kar se tiče ženskega futsala v evropskem merilu? Žal bolj pri dnu, ampak jaz mislim, da če bomo trdo delali in vsi nekako pripomogli, da izboljšamo to situacijo, da se bomo počasi približali sredini oziroma vrhu. Kje so razlogi? Pravite, da smo trenutno pri dnu. Kje so razlogi za to? Kje jih vi vidite? Ja, sigurno je, da imamo handicap, ker je manjša baza igralk in tudi, bom rekel, šele pred kratkim nekaj let se šele v bistvu resno dela, redno dela z igralkami v futsalu. Tu je sigurno konkurenca pred nami, ampak v zadnjih letu, dveh se je situacija bistveno izboljšala in mislim, da bomo sigurno vztrajno šli proti vrhu. Kako boste zastavili delo, na kakšen način zdaj ta nivo dvigniti na višjo raven, da bi Slovenija postala konkurenčna, dajmo za uvod reči mogoče temu srednjemu rangu ženskega futsala v Evropi? Ja, vsekakor je želja se prebiti čim prej, višje. Nekako moramo določiti smernice, kaj je tisto, s katerim, kakšno orožje, s katerimi aduti lahko mi razpolagamo, da bomo kvalitetnejši in bolj nevarni oziroma da bomo tudi lepše rezultate dosegali. Jaz sem prepričan, da imamo Slovenci takšen borben karakter in glede na to, da nimamo takšne baze kvalitete, kot imajo drugi, lahko mi z željo, borbenostjo in trudom pač zmanjšamo ta handicap in da nadomestimo to kvaliteto. Kakšna je pot, na kakšen način se Slovenija lahko prebije na veliko tekmovanje? Ja, treba je zmagati v kvalifikacijah, čisto enostavno. Pač mi imamo vedno kvalifikacije v težke skupine, ker so nosilci najmočnejše evropske reprezentance, ampak enkrat bo treba njih tudi premagati, če se hočemo uvrstiti. In pač to nam je zdaj cilj in bomo vse naredili, da bomo poskusili to doseči.
Kdaj bo zdaj naslednja prva priložnost pod vašim vodstvom, da to dosežete? Zdaj, kvalifikacije so obetajo jeseni. Za prvi zbor pa planiramo v prvi vikend v februarju, bi se naj zbrala reprezentanca. Tekmecev verjetno še ne poznate za te kvalifikacije? Ne, ni še žreba. Tudi verjetno ne veste, v katerem bobnu boste, kar se tiče žreba? Nažalost, verjetno v zadnjem. Prej ste govorili že nekaj o bazi, o samih igralkah, kako vidite ta nabor igralk, se tu obetajo tudi kakšne bistvene spremembe, recimo v primerjavi s prejšnjimi obdobji in s prejšnjim selektorjem? Pa jaz mislim, da nekih bistvenih radikalnih sprememb ne bo. Mi imamo, bom rekel, neko kvaliteto imamo, vsekakor bomo iskali še nove talente, mogoče bo katera izstopila in pokazala, da ima kvaliteto, da ji ponudimo priložnost. Jaz mislim, da imamo mi neko kvaliteto, da moramo pač sam, kar moramo storiti, moramo več delati, več trenirati, predvsem pa mogoče spremeniti miselnost. Mi enostavno nekako nimamo zmagovalne mentalitete in to je moj prvi cilj, da to spremenim, ker s tekmeci, ki so punce že bile enakovredne, recimo igrale, smo klonili mogoče zaradi tega duha, ker nismo verjeli, premalo smo si zaupali. In to je mogoče moj prva naloga, da to spremenim. Strokovni štab ste si že izbrali sodelavce? Je še v fazi dogovarjanja, tako da mislim, da v roku 10 dni, 14 bo vse znano in bo objavljeno tudi. Sicer pa približno 2 leti delujete v ženskem futsalu, ste aktualni trener celjske ekipe, ki je tudi aktualni državni prvak, lani ste naslov pripeljali v Celje. Mogoče še beseda dve o klubski sceni, o vašem klubu, ki ga vodite. Ja, v bistvu je že, počasi gremo proti končnici, 2/3 prvenstva je že za nami, smo trenutno na vodilnem mestu. Letos je novost, da je tudi pokalno tekmovanje za ženske, tako da smo uvrščeni v polfinale in čakamo nasprotnika, ki ga bo nekje sredi meseca se odigraja četrtfinalni dvoboj in čakamo na nasprotnika. Vsekakor želja je, da osvojimo obe lovorike, pokalno in naslov državnega prvaka zopet. Vse bomo naredili v tej smeri, upam, da nam vrata. Je kaj bistvenih sprememb v celjski ekipi napram tisti lanski šampionski zasedbi? Je prišlo do določenih sprememb. Vratarka reprezentančna Barbara Lah nas je zapustila, ker se je pač preselila bližje domu. Ona se je vozila zelo daleč iz Ribnice na treninge in zdaj je ekipa iz Ribnice tudi tekmuje in je se vrnila domov. Potem smo žal lani na začetku finalne serije izgubili najboljšo igralko lige, Vanjo Tanšek, ki se je poškodovala in je bila operirana in je v fazi rehabilitacije, tako da bo verjetno bo izpustila celotno letošnjo sezono. Pripeljali smo nekaj novih igralk, nova je vratarka Vogrinec Teja, ki je prišla iz Cerkvenjaka. Potem smo pripeljali iz Slovenskih Goric dve igralke, Nino Žižek in Jerneja Senekovič. Iz porodniške se je vrnila Mateja Vojsk, to je kader, s katerim razpolagamo. Kako ste pravzaprav zajadrali v ženski futsal? Ja, moj prijatelj Uroš Ločnikar, ki je šef ekipe ženskega nogometnega kluba Celje, me je že nagovarjal že 2-3 sezone, da naj prijem pomagati, pa naj pridem, pa nekako nisem našel časa, ker imam še ostalih obveznosti dovolj. In potem se je začela hčera igrati futsal in sem začel bolj podrobno spremljati, na kar so se razšli z prejšnjim trenerjem in me spet prosil, če lahko prijem pomagati, pa sem se odločil, dobro, ajde, mogoče da uskočimo pomoč in zdaj sem pa ostal in sem že drugo sezono.
predtem ste delovali kot trener v moškem futsalu, vodili kar nekaj klubov. So velike razlike pri vodenju moškega in ženskega kluba? Ja, precejšnje. Tudi jaz moram priznati, da sem v začetku rabil kar nekaj časa, da sem se prilagodil na ženski kolektiv, ker je to čist nekaj druga voditi ženski kolektiv kot moški. V bistvu moraš biti dosti bolj psihološko delati z puncami kot pa s fanti. V samem futsalu ni razlike. V bistvu futsal je igra, kjer so pravila jasna in tu so punce čisto enakopravne. Je pa ogromna razlika tukaj v psihološkem delu in motivaciji in pristopu igralk. Je razlika. Za tiste, ki vas mogoče malo manj poznajo, morava na tem mestu povedati, da ste bili tudi sam uspešni igralec v futsalu, že leta 2000 recimo pokalni prvak s celjsko ekipo. Mogoče nekaj vaših tistih največjih dosežkov v igralski in potem trenerski karieri, na katere ste še posebej ponosni? Ja, leta 2000 sem postal pokalni prvak z Pelikani, mojo prvo ekipo. V bistvu tu izvira tudi moje, največ sem se naučil pri tej ekipi. Potem me pot nesla v Nazarje, s katerimi smo se uvrstili tudi v prvo ligo, bil sem najboljši strelec druge lige, potem sem igral 3 sezone v Nazarju. Leta 2004 sem šel v Zagorje, s katerim sem postal državni prvak. Na kar sem še igral za Dobovec, Živeks in mislim, da igral sem še tudi za Veplas, Velenje sem še pomagal par tekem. Kot trener sem začel v Dobovcu, potem sem bil v Veplasu, Velenju 2 sezone, Kebel sem vodil 1 sezono in 1 sezono sem bil v Mariboru, s katerim smo se uvrstili na 3. mesto. Vaš kolega Dobovičnik je bil dolga leta selektor moške reprezentance, zdaj vi prevzemate žensko. Mar to pomeni, da imamo v Celju in okolici najboljše slovenske strokovnjake za futsal? V Celju in okolici je ogromno poznavalcev futsala in bom rekel tudi dobrih strokovnjakov, predvsem je bilo veliko dobrih igralcev. V Celju se je igral zelo kvaliteten futsal. Spomnim se časov, ko smo še igrali na Skalni kleti oziroma na Petričku, ko so bile te rekreativne lige na betonu, ker je bilo več gledalcev, kot zdaj premorejo prvoligaši na zelenicah. In ja, sigurno je kar nekaj stroke iz tega našega bazena in moram reči, da sem se tudi jaz ogromno naučil od Dobovičnika. In če bom vsaj približno toliko uspešen, kot je bil on, bom zelo vesel. Mogoče za konec vaš pogled v prihodnost, kar se tiče slovenskega ženskega futsala, nekaj sva že rekla, pa vendarle, glede na to, da ste zdaj nekako na čelu najboljšega kluba, pa seveda tudi slovenske reprezentance, torej 2 zelo odgovorni funkciji, odgovorni nalogi. Kje vidite naš futsal čez nekaj let? Jaz si vsekakor želim, da bi še kakšen klub se pojavil na sceni, ker večja, ko je kvantiteta, potem se tudi pojavi kvaliteta. In več, ko bo klubov, več igralk, več se bo punc ukvarjalo z futsalom, lažjo izbiro bomo imeli tudi pri sami klubski sceni oziroma reprezentanci. Vsekakor si želim, da bi se treniralo več, ker le tako bomo lahko se vsaj približali evropskemu vrhu, ker brez danes ni to trening 1-2 na teden, to je rekreacija, to ni več, to ni resno delo in v tujini vsi trenirajo 3-krat, 4-krat, 5-krat in tu zaostajamo in če bomo na tem področju naredili korak naprej, potem se lahko nadejamo tudi uspehu. Verjetno, kar se tiče samih pogojev, se ne bojite, da vam Nogometna zveza Slovenije ne bi zagotovila optimalnih? Ne, vsekakor ne. Nogometna zveza se maksimalno trudi, da nam omogoči najboljše
najboljše pogoje. Letos je prvič tudi v zgodovini nastopa v ligi 6 klubov in res moram pohvaliti zvezo, da ogromno dela na promociji tudi ženskega futsala in to daje tudi rezultate. Drago Adamič, hvala za obisk v našem studiu, srečno na klopi Celja in seveda tudi slovenske ženske futsal reprezentance. Najlepša hvala. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem drugim delom nocojšnjega središča smo do konca pripeljali prvi tretji polčas v novem letu 2022. Še naprej se bomo videvali vsak petek ob 20. uri zvečer. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep vikend voščim in nasvidenje ponovno prihodnji petek. Lahko noč.